Dela na gradbišču nove poslovne cone Komunale Slovenska Bistrica potekajo po načrtih. Tako bodo pomembno pridobitev namenu predali predvidoma konec junija prihodnje leto. To je pretekli petek na novinarski konferenci povedal direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek, ki je predstavil tudi letošnje poslovne dosežke in načrte podjetja za prihodnje leto. Počasi se izteka tudi poslovno leto 2025, kjer lahko v družbi z optimizmom napovemo, da je to eno najuspešnejših let, odkar vodim to družbo. Na vseh segmentih gospodarskih javnih služb rahlo povečujemo ustvarjanje prihodke, kljub temu, da nismo spremenjali cen storitev javnih gospodarskih služb, povečali smo obseg poslovanja na tem dodatnem programu, tržnem segmentu in seveda skoraj celo leto se že ukvarjamo z izgradnjo novih poslovnih prostorov, skladiščnih kapacitet oziroma nove komunale. Danes smo nekje na polovici gradnje, skupaj z izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj, nekako uspešno se trudimo, gradimo, kljub vsem problemom, ki nastajajo. Vemo, da smo trenutno v situaciji, kjer je kar nekaj kadrovskih izzivov, tudi naši podizvajalci imajo te težave, ampak s tem se soočamo in z veseljem lahko povem, da smo sicer v rahlem zaostanku, ampak da sledimo terminskemu planu in so že prvi obrisi letošnjega dela vidni. Skoraj v celoti imamo gradbena dela konstrukcijska v pravni zgradbi nove poslovne cone zaključene. Gradijo se že vsi spremljajoči objekti, vsa komunalna infrastruktura, ki je v temeljnih tleh, je tudi zaključena, tako da imamo plan, da nekako do konca leta, koliko nam bo vreme dopuščalo, uredimo še streho na tem glavnem objektu in do konca do strehe zgradimo vse pomožne objekte. Trenutno smo finančno realizirali okrog 1,800,000 investicijskih sredstev, ki pač imamo namenjena za gradnjo. Intenzivno so pa usklajena še vsi detajli, tako obrtniških del. Pričeli smo že z izvedbo, kako sami vidite v tej avli, z izvedbo strojnih inštalacij, naknadno pa sledijo vsa obrtniška dela po določenih fazah. Res veselje mi je, da nekako idejo, ki smo jo kar nekaj časa snovali, ki so jo snovali že tudi moji predhodniki, uresničujemo. Strmimo k končanju del, zdaj terminski plan zaenkrat še ni ogrožen, tudi če bo pa prišlo za podaljšanje za kaki mesec, pa to v bistvu ne vpliva na naše poslovanje. Trenutno se nahajamo v avli novega objekta, ki je namenjena sprejemu strank, obdelavi strank, bodisi za izdajo projektnih pogojev, reševanje reklamacij, vključitve v izvajanje javne gospodarske službe, namenjena tudi pomožnemu osebju za garderobe, sanitarije. Objekt je zasnovan trajnostno, veliko ima steklenih površin. Želimo pripeljati zgodbo Pohorja, les, kamna in stekla, pohorski glažut, lesa in tudi obloge, ki bodo nadaljno sledile, bodo v tem pohorskem tonalitu, imitacija in prvi sam kamen. Želimo pa nekako rdečo nit peljati skozi dejavnosti, ki jih mi izvajamo, to se pravi izvajanje vodooskrbe, izvajanja čiščenja, ravnanja z odpadki, zelenih površin in vsi kasnejši barvni kontrasti in odtenki bodo ponazarjali dejavnosti, ki jih mi v družbi izvajamo. Z veseljem lahko tudi povem, da družba iz leta v leto kadrovsko tudi raste. Letos se nam je pridružilo že 6 novih sodelavcev, do konca leta imamo še v razpisu še 2 razpisa. Z 1.1.2026 prevzemamo izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občini Zreče. Saj so se lastniki obrnili na nas, če lahko tu stopimo v izvajanje te javne službe. Lahko tudi povem, da mi za leto 2025 cen storitev javnih gospodarskih služb nismo spreminjali, da smo pod velikim pritiskom
rast stroškov dela. Veste, kaj se na tem področju dogaja. Prišlo je do uskladitve plač, prihaja do solidarnostnih prispevkov. Za leto 2026 ne planiramo dvig cen storitev na vodooskrbi in odvajanju in čiščenju, medtem ko se bo na področju ravnanja z odpadkov pripravlja elaborat in bo prišlo tudi do cen sprememb storitev. Te obvezne javne službe, največja težava imamo na področju sežiga odpadkov, o tem ste mediji že veliko poročali. Veste, kako to sistemsko v Sloveniji ni urejeno. Lahko vam pa povem samo za primerjavo, da je pač letos ministrstvo izvedlo razpis za sežig odpadkov, ki je bil pred 2 dnevi zaključen. Mi smo trenutno odpadke vozimo v tujino na sežig po ceni 136 evrov, cena za naslednje leto je povprečna 230 evrov. To so veliki skoki, veliki dvigi in veliki pritiski na izvajalce teh javnih gospodarskih služb. Tako da to nas sili tudi v to, da v družbi smo pripravili spremembo cen storitev, obdelave odpadkov in jo bomo tudi v naslednjih dneh posredovali občinske svete v obravnavo.